Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Pred začetkom poletne sezone bo javno podjetje Okolje Piran na osrednjem delu portoroške plaže vzpostavilo testno območje iz rečnega protca, veliko približno 200 kvadratnih metrov. Namen poskusa je oceniti, kako se nasutje obnaša pod vplivom valov in morskih tokov, ter preveriti, ali bi bil ta material primeren za trajno prenovo morskega dna. Poseg bo izveden ob upoštevanju okoljskih priporočil. Lokacija je bila skrbno izbrana in sicer na območju, kjer ni zaščitenih morskih habitatov, kar potrjuje tudi analiza morske biološke postaje Piran. Po njihovih ugotovitvah gre za že spremenjeno morsko dno, pretežno iz skal in grušča. Dela se bodo začela z odstranitvijo večjega kamenja, sledila bo priprava bazena iz lokalnega peščenjaka in postopno nasipavanje protca. Zahodni rob testnega območja bodo utrdili s kamnitimi bloki, ki bodo preprečevali premike nasutja. Rezultati poskusa bodo podlaga za odločitev, ali bi bila tovrstna ureditev ustrezna za širšo prenovo plaže, tako z vidika kakovosti kopalne izkušnje kot trajnostnega vpliva na okolje. V starem mestnem jedru Kopra so se začele ureditve muzejskega trga. 1,2 milijona evrov vredna naložba bo zajemala ureditev prenovljenega muzejskega parka, sama obnova pa zasaditev novih dreves, tlakovanje površin, novo osvetlitev in postavitev nove urbane opreme. Mednje spadajo klopi, pergola in vodni motiv. Muzejski park je občina sicer uredila že leta 2022, ko se je zaključila gradnja podzemne parkirne hiše na območju med trgom in Mladinsko ulico. Tako lahko sprehajalci na tem mestu vidijo več kot 50 dreves in 2000 grmovnic, talni vodomet z osvetlitvijo in stenske vodne slapove. Poleg tega pa prostor omogoča druženje in kakovostno preživljanje prostega časa. Prenova muzejskega trga bo poskrbela za nekatera arheološka dela. Zaradi prilagoditve višine tlaka bodo sanirani pragovi okoliških objektov, izvajalec pa bo uredil tudi odvajanje. Žal pa bo prenova zahtevala odstranitev dreves, pod katerimi so dotrajani komunalni vodi in ostale napeljave. Bodo pa vsa odstranjena drevesa nadomestili z novimi na primernejši lokaciji. Mestna občina Koper obljublja, da bodo dela, ki jih bodo izvajali delavci družbe Adria Ing d.o.o., predvidoma zaključena do konca leta. Občina Ankaran v okviru nacionalnega projekta Pospravimo ulice uspešno ureja javne površine in prometno ureditev, kar vključuje odstranitev vozil s pločnikov, širitev parkirišč ter uvedbo območij umirjenega prometa. Ukrepi prinašajo bolj varne in prehodne ulice ter številne pohvale občanov, a tudi neodobravanje posameznikov, vajenih parkiranja na nedovoljenih mestih. V zadnjih 2 letih je občina uredila več kot 120 novih parkirišč, vsa pa so za občane brezplačna. Kljub temu se nekateri spremembam upirajo. Redarsko vozilo je bilo pred dnevi celo namerno poškodovano. Občina je zoper storilce sprožila postopke. Župan Gregor Strmčnik poudarja, da bo občina kljub pritiskom nadaljevala z ureditvijo prostora in doslednim spoštovanjem zakonodaje, ter da vandalizem in žaljivke v Ankaranu nimajo prostora. Štiriintrideseti rojstni dan bo Slovenska vojska letos praznovala 24. maja v areni Bonifika v Kopru. Poleg raznih statičnih in dinamičnih predstavitev čez dan vzdolž Pristaniške ulice in na Ukmerjevem trgu bo zvečer sledil še koncert Big Banda Orkestra Slovenske vojske skupaj z glasbenimi gosti, med katerimi bodo Joker Out, Grega Skočir, Raven Masaja, Anika Horvat, Slavko Ivančič in Gregor Ravnik. Videli bomo od 10 zjutraj predstavitev Slovenske vojske, tako dinamično kot statično predstavitev. Skratka, opremo, orožje, ljudi, pogovarjali se boste lahko z vojaki, predstavili bomo tudi grozd vojaške industrije slovenske. Skratka, vse tisto, kar lahko rečemo, deluje v okviru obrambnega resorja, obrambnega sistema. Od vojske, vsem do ostalih segmentov. In seveda, tukaj vmes bodo tudi določene aktivnosti, dinamične aktivnosti, kjer bomo skušali skozi svoje, mi rečemo temu, taktične postopke prikazati delovanje Slovenske vojske na morju, v zraku in seveda tudi na kopnem.
Korenine Slovenske vojske segajo v leto 1991, ko je v učnih centrih na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru urjenje začela prva generacija slovenskih nabornikov. Naši pripadniki in pripadnice v modrem ne skrbijo samo za varnost in obrambno pripravljenost, ampak pomagajo pri številnih reševalnih nalogah, ki so tudi ekološkega značaja, ali pa pri zgodbah, kjer se rešuje ljudi v stiski. V Ankaranu pa poteka izgradnja plavajočega pontona v dolžini 156 metrov in širini 10 metrov. Nam bodo lahko privezali ladjo Ankaran in Triglav. S pontonom bodo rešili problem začasnih privezov v koprskem tovornem pristanišču. Skratka, po tem pontonu lahko tudi pripeljemo kamion cisterno z gorivom in natankamo ladjo, lahko pa tudi nalagamo tudi drug material potreben za delovanje obeh vojaških ladij in Ankarana in Triglava. Ladja Triglav je prestala uspešno posodobitev v Istanbulu, trenutno pa je v ladjedelnici v Šibeniku, kjer se izvajajo še dela za posodobitev oborožitvenega sistema in namestitev radarja za komunikacijo. Krajani Semedele se pogosto pritožujejo nad pomanjkanjem parkirnih mest. Prav zato je Mestna občina Koper v Erjavčevi ulici za potrebe tamkajšnjih stanovalcev uredila nova parkirna mesta. Ob stanovanjskih blokih so bila na občinskem zemljišču garaže in nadstrešnice, ki so služile skladiščenju ter shranjevanju odsluženih reči. Hkrati so bile tudi v zelo slabem stanju in krite z azbestno kritino. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Semedela je Mestna občina zagotovila proračunska sredstva in uredila omenjen del ulice. Naložba je stala okrog 220 tisoč evrov z vključenim davkom. Izvajalec del pa je CPK. Ta je porušil obstoječe objekte, saniral vozišče in na njem uredil 22 novih parkirnih mest za osebna vozila ter 2 parkirni mesti za motorje. Urejena je bila tudi meteorna kanalizacija, sanirali so vodovod, postavili 3 svetila javne razsvetljave in izgradili ekološki otok. Poleti se v Kopru obeta novost, saj bo med 1. julijem in 17. avgustom tik ob morju zaživela ribiška vasica. Ta bo namenjena ljubiteljem morske hrane in sproščenega vzdušja. Projekt pripravlja Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, ki vabi vse zainteresirane gostinske ponudnike na prijavo na razpis. Cilj projekta je povečanje enogastronomske ponudbe v poletnem času, povečati pomen lokalnih sestavin in kulinarike, povezati lokalna društva in organizirati raznolike dogodke. V sklopu vasice bo 5 lesenih hišic, 4 prodajne in še en skladiščni objekt. Zavod poudarja, da k sodelovanju vabi ponudnike izključno morskih jedi ter lokalnih vin. Pri izbiri bo organizator upošteval kakovost in raznolikost gostinske ponudbe, trajnostno naravnanost in možnost organiziranja dodatnega programa, kot so delavnice, predstavitve, glasbeni dogodki ter sodelovanje z lokalnimi ponudniki. Vse ostale informacije so na voljo na spletni strani omenjenega zavoda. Škofijski Bronx je v polfinalu državnega prvenstva moral priznati premoč favoriziranemu Siliku z Vrhnike, ki jih je premagal s 3-0 v zmagah. Po uvodnih slavjih 6-2 in 8-4 so na zadnji tekmi slavili z visokih 8-1. Tako kot pred dnevi, na Škofijah so tudi tokrat zmagovalca odločili že v prvem polčasu, ko so povedli že z 5-0. V drugem polčasu so prednost še višali, v 33. minuti pa so po hat-triku prvega strelca lige Jakoba Remsa povedli že z 8-0. Častni zadetek je za primorski klub dosegel Sergio Peralta. Bronxi so po lanski slabi sezoni, ker so si obstanek zagotovili šele v dodatnih kvalifikacijah, letos povsem prerojeni. V pokalnem tekmovanju so prišli vse do finala, kjer jih je pričakovano premagal favorizirani Dobovec. V ligaškem delu pa so po rednem delu zasedli visoko 3. mesto. V četrtfinalu so nato izločili sodražiški Ekstrem, kar je pomenilo, da so 5. v klubski zgodovini prišli med 4 najboljše ekipe v Sloveniji. Doslej so bili 3-krat četrti, nazadnje pred 2 sezonama. Najboljši dosežek so zabeležili v sezoni 2005-06, ko so v dvoboju za 3. mesto premagali Litijo. Tokrat se bodo za 3. mesto pomirili z Dobrepoljem, ki ga je v polfinalu premagal prav Dobovec.
Prvo tekmo bodo Škofjoti na gostovanju odigrali nocoj, medtem ko bo odločilna tekma teden dni kasneje na Škofijah. Vsekakor bodo imeli na domačih tleh pred številno publiko odlično priložnost, da se drugič v klubski zgodovini povzpnejo na zmagovalni oder in se okitijo z bronasto medaljo. Pokukajmo še čez mejo. Univerza v Trstu je dobila novo vodstvo in zapisala pomembno poglavje v svoji več kot stoletni zgodovini. Na volitvah v začetku tedna je bila za rektorico izvoljena Donata Vianelli, ki postaja prva ženska na tem položaju doslej. Vianelli je prejela 552 glasov podpore, s čimer je presegla prag absolutne večine, torej 505 glasov, ki je bil potreben za izvolitev. Njena protikandidatka Ilaria Garofalo je zbrala 341 glasov. Volilna udeležba je bila izjemno visoka, kar 89,20% upravičencev je oddalo svoj glas, kar odraža močno zanimanje akademske skupnosti za prihodnost univerze. Donata Vianelli bo mandat prevzela avgusta letos in univerzo vodila do leta 2031. Nova rektorica, rojena v Vičenci, trenutno vodi oddelek za ekonomske vede in je tudi ena redkih, ki so študij opravili prav na Tržaški univerzi. Kot ekonomistka se v raziskovalnem delu pogosto ukvarja s podjetji v finančnih težavah. Se veste, kaj pravijo, za dežjem posije sonce in če imamo srečo, lahko vidimo tudi mavrico. Tako je bilo v Istri ta teden. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Na jutrišnjo soboto, 10. maja, si ob 18. uri v gledališču Koper lahko gledate gledališko predstavo z naslovom Pozor, angleška marela. To bo izvedla gledališka šola Talija. Uro kasneje ob 19. pa bo oder portoroškega auditorija zasedel pihalni orkester Piran s svojim tradicionalnim letnim koncertom. Ob 19:30 pa bo v kulturnem domu Sveti Anton na sporedu še nekoliko bolj tradicionalno in istrsko obarvan koncert, na katerem bo nastopil oktet Aljaž ter predstavil svoj album Te v Istri. Ob 20. uri se bo v Centru mladih Koper začel večer zasedb težjih zvokov. Nastopili bodo atmosferični death metalci iz Nizozemske The Facement, sledijo slovenski death metalci Siderian, polsko-italijanski Amalekim, ki preigravajo black metal, ter za konec še death metalci iz Italije Equirae Sacro. Naslednji dan, na nedeljo, 11. maja, pa se v večernih urah lahko udeležite koncerta na Višti v Marezigah, kjer bo nastopil lokalni Bandit orkestra v sklopu cikla Glasbeni bicikel. Pričetek dogodka ob 18. uri. Med tednom se bo zvrstilo še kar nekaj dogodkov. Na sredo 14. maja bo ob 18. uri na terasi Centra mladih Koper potekal glasbeni večer, ki ga organizira kolektiv Only Chance in kjer bo nastopil Vujani z House in UK Garage ritmi. Na četrtkov popoldan, 15. maja, pa bo 15. uri v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper potekala delavnica kreativnega pisanja s Perom Srcem, kreativnim kolektivom iz Kopra, ki deluje na področju poezije in performansa. V večernih urah pa sledi že tretja izdaja Mini Grossmana filmskega večera, ki bo tokrat postregel s projekcijo kultnega filma Halloween iz leta 1987. Pričetek projekcije bo ob 19. uri v Centru mladih Koper. Na isti večer pa se bo v portoroškem auditoriju odvil festivalček smeha, ki bo na oder postavil komedijo Janezi. Ansambel komedije sestavljajo Cene Prevc, Aleš Novak, Uroš Kuzman, Rok Škrlep, Gašper Bergant in Janez Avdić. Pričetek ob 20. uri in 30 minut.
Na petek 16. maja pa se bo ob 20. uri v Centru mladih Koper odvil še en koncert Bandit Orkestra, kateremu pa se bo tokrat na odru pridružil Red Alert, mednarodni fusion jazz kvartet pod vodstvom bobnarja Davida Morgana. To je z naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do naslednjič. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.